Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o projekcijah, o umskem projiciranju preteklosti v sedanjost. Projekcija pomeni, da nek filmski trak, neko prosojnico projiciramo na platno. Običajno gremo za ta namen v kino, da si ogledamo kakšen film, ali pa v šoli ali v poslu, naredimo neko prezentacijo in neko vsebino projiciramo na neko osnovo, na neko platno. No, v kinu je platno nevtralno, je bele barve, ker je namen same projekcije to, da si ogledamo vsebino projekcijo. Ne hodimo v kino zato, da bi videli platno, belo platno. No, naš pa tudi lahko projicira določene stvari. Kajti vse, kar doživljamo v našem življenju, vse to se beleži. Naše telo je kot neka kamera, je snemalna naprava, ki snema v vsakem trenutku sleherni vtis. Našo okolico, sliko, ki jo vidimo skozi oči, čustva, vse te podrobnosti naše fizično telo beleži v tako izjemno velikih podrobnostih, da si sploh ne moremo predstavljati. Vse to potem gradi naše spomine preteklosti, do katerih lahko dostopamo. Na ta način se lahko učimo, da ne ponavljamo napak iz preteklosti. Spomini so torej koristni, zato da nam omogočajo učenje. Vendar pa, če so spomini takšni, da smo doživeli kakšno travmatično situacijo, da nismo sprejeli nek dogodek, nek trenutek v polnosti, ampak da smo ustvarili iz nekega razloga notranji odpor, potem ta filmski prizor, ta naš spomin želi priti na površje, kliče po svoji pozornosti. Ko gledamo, ko opazujemo stvari v našem življenju, to fizično realnost, ta realnost je kot neko platno. Ni sicer belo in ravno, ker vidimo številne oblike in naš nam lahko avtomatično sproži neko projekcijo nekega prizora iz preteklosti in jo projicira na to realnost, na ta fizični svet, ki ga vidimo v tem trenutku. Nam se to zgodi seveda zelo hitro in tega se ne zavedamo, kaj dejansko počne, in običajno te projekcije sprejemamo kot nekaj normalnega. Dopuščamo jih. Toda te projekcije nas v bistvu zaslepijo. Onemogočajo nam, da bi videli realnost tako, kot je, temveč zaradi določenih vtisov iz preteklosti zaznavamo realnost drugačno. Posledično realnost ne moremo obravnavati takšno, kot je, temveč jo obravnavamo drugače, zaradi skrivljene predstave
kaj dejansko vidimo ali zaznavamo. Je nekako, kot da bi gledali skozi neke vrsta očala in namesto, da bi videli jasno sliko, nam ta očala narišejo dodatne vtise, dodatne slike in mi potem vidimo to združeno podobo. Zato v glavnem ljudje hodimo po tem svetu, imamo odprte oči, vidimo to fizično realnost, vendar jo ne vidimo takšno, kot je v resnici. Ko nekaj vidimo, se nam čez to sliko sprojecira nek spomin iz preteklosti in potem mi zaradi tega čustveno reagiramo. Ker mislimo, da tisto, kar vidimo sedaj, da je enako nekemu dogodku iz preteklosti, kjer smo doživeli neko travmo. Kar pa seveda ni res. Vsak trenutek v tej fizični realnosti je nov, je svež. In če ga primerjamo in enačimo z nekim trenutkom, z nekim dogodkom iz preteklosti, potem smo dopustili, da smo zapadli v slepilo, v umsko slepilo. Nas na ta način bega, vara, slepi, tako da ne vidimo realnosti takšno, kot je v resnici. Vse to za namenom, da bi ustvarjal v nas notranji konflikt, ki se kaže kot energije, čustev in občutkov. Kajti potrebuje energijo za svoj obstoj. Mi, kot ljudje, kot fizična bitja, pa ne potrebujemo teh energij za to, da bi obstajali, ker delujemo skozi premikanje našega fizičnega telesa. Koristno je torej zaustavljati te avtomatične umske projekcije, da lahko vidimo realnost tako, kot je, da vidimo čisto neomadaževano sliko in da smo sposobni ostati čustveno stabilni ter se odzivati po zdravi pameti ter v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Kako prepoznati, ozavestiti in zaustaviti te umske projekcije? To je proces, ki zahteva spoznavanje mehanizma delovanja uma. Potrebna je pozornost na samega sebe, biti pazljiv na to, kaj se dogaja v nas, biti iskren glede tega, kaj delamo, kako se odzivamo in obnašamo, in da uporabljamo orodja, kot so dih in pisanje za ozaveščanje ter odpuščanje teh motečih vplivov. Za pomoč glede tega, da zaustavimo te škodljive čustvene umske projekcije preteklosti v sedanjost, vam predlagam, da izkoristite brezplačni spletni tečaj DIP Light, kjer se boste naučili teh osnov. Povezave do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje.